Danes si bomo gledali bitko dveh brezžičnih gaming headsetov višjega cenovnega razreda, JBL Quantum 800 in SteelSeries Arctis One Wireless. JBL je znamka, ki jo pozna vsak in je sinonim za kvalitetno zvočno izkušnjo. Nedavno so z 8 modeli stopili tudi na trg gaminga. SteelSeries je medtem eno starejših imen v svetu videoiger, ki je pričel s podlogami za miška in s časoma razširil izdelke tudi na gaming headsete. V zadnjih letih je to serija Arctis. Če primerjamo izgleda izdelkov, je razlika očitna. Quantum 800 410 grami so svetleče kovinske barve in z debelimi, izjemno mehkimi in spominsko peno napolnjenimi earpadi izgledajo, kot se za gaming izdelek spodobi. Medtem ko Arctis One Wireless z 252 grami in z matte črno plastiko ter zračnimi slušalkami ne izstopajo, ter so primerni za vse, ki bi radi dosegli tako imenovani stealth look. No, ta razlika postane še bolj očitna, ko vklopimo oba izdelka. JBL-ova rešitev z atraktivno RGB osvetlitvijo proti SteelSeriesovi minimalistični. Sta si pa izdelka podobna po priklopih in gumbih. Oba se polnita z USB-C kablom, omogočata 3,5 mm ožičeno AUX povezavo za starejše naprave, nadzor nad glasnostjo, vklop in izklop mikrofona ter samega headseta, v primeru Quantum 800 pa tudi za vklop oziroma izklop aktivnega izenačevanja zunanjih šumov. Slednje je tehnologija, ki v povezavi z usnjenimi earpadi, to je pasivno izolacijo, zagotovi boljšo, bolj poglobljeno igralno izkušnjo brez zunanjih zvokov. Naj si je to redna avtobusna linija, ki pelje mimo vašega stanovanja ali pa glasni sosedje. Z Active Noise Cancellationom šum več ne bo faktor pri uporabi headseta. Žal pri SteelSeriesu niti najdražji izdelki ne podpirajo te tehnologije, Arctis One Wireless pa zaradi zračnih earpadov niti pri pasivni izolaciji ne dobi točk. Na področju povezljivosti sta oba headseta kompatibilna z večino naprav, ki si jih lahko poželite uporabljati, vendar na popolnoma drugačna načina. JBL Quantum 800 lahko preko brezizgubne 2,4 GHz povezave povežete na PC, PlayStation in Mac, medtem ko s 3,5 mm žično povezavo še na mobilne naprave Nintendo Switch in Xbox. Alternativno z Bluetooth 5.0 omogoča povezavo na vsako z modrim zobom kompatibilno napravo, vključno z iPhone. Slednjih, za vse tiste, ki bi svoj gaming headset kdaj uporabljali tudi na poti, Arctis One Wireless ne podpira, a z USB-C donglom omogoča direktno 2,4 GHz povezavo na PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Android naprave, Google Stadio in preko 3,5 mm ožičene povezave tudi z Xboxom. Domet je pri obeh napravah omejen na nekaj metrov, a bo več kot dovolj za sprehod do hladilnika. Pri bateriji je medtem SteelSeriesova rešitev boljša, saj pa specifikacija zagotavlja do 20 ur neprekinjene uporabe, medtem ko naj bi JBL Quantum 800 zdržale 14 ur. To je dovolj za še tako dolg igralni maraton. Tu je potrebno izpostaviti, da če po skoraj enodnevni igralni seansi želite headset uporabljati tudi med polnjenjem, vam to Arctis One Wireless omogoča, pri Quantum 800 pa bo potrebno počakati dobro uro in pol, da ste spet pripravljeni na novi igralni dan. A pri gaming headsetu je verjetno najpomembnejše eno: kvaliteta zvoka. Arctis uporablja 40 mm zvočnike s frekvenčnim odzivom od 20 Hz do 20 kHz ter glasnostjo 98 dB pri 32 ohmih, kar je v zadnjih letih postal standard v gaming svetu. Medtem JBL kaže poreklo z bistveno večjimi 50 mm dinamičnimi zvočniki v ušesnikih s frekvenčnim odzivom od 20 Hz do 40 kHz pri 93 dB ter isto 32 ohmi. Tudi reprodukcija zvoka je bistveno boljša na Quantum 800, ki ima večjo širino in izjemno natančen odziv v za igralce ključnih srednjih frekvencah s Quantum Sound, sicer pa tudi poudarjene base in močen treble. Medtem je zvok Arctis One Wireless slabši po obsegu, je manj prisoten, se zdi nekoliko oddaljen, a dobro uravnovešen po frekvencah. Specifike zvoka je sicer mogoče nastaviti po lastnih preferencah v nastavitvah headsetov. Če so vam všeč basi, si lahko le-te poudarite. Programska oprema je tako pri obeh proizvajalcih super. SteelSeriesu se vidi, da je njihov engine že izpiljen program, ki omogoča nastavljanje izenačevalnika, občutljivosti mikrofona in še kaj. Medtem JBL Quantum Engine dodatno omogoča še podrobno nastavljanje barv ter animacij le-teh, funkcijo DTS-X, Quantum Surround, status baterije in še več.
Pomembno je izpostaviti tudi Discord certifikat Quantum 800 ter funkcijo prilagajanja glasnosti zvoka soigralcev v primerjavi z glasnostjo igre, brez da zapustite igro in prilagodite nivo vsakega posebej, kar storite preko namenskega koleščka na strani headseta. Za vsakega gamerja bo pomembna tudi izkušnja uporabe mikrofona. Pri Quantum 800 je to enostransko usmerjen mikrofon občutljivosti -40 decibelov, ki ga lahko izklopimo s pomikom mikrofonske roke navzgor, medtem ko je na Arctis One Wireless dvostransko usmerjen, ki ga lahko fizično izklopimo. Pri obeh je moč vklopiti izenačevanje šumov iz okolice ter zmanjšati odmeve. Napravi se sicer ne moreta primerjati s studijskimi mikrofoni, a boste vseeno zagotovila kristalno jasno komunikacijo s soigralci. Ključen faktor pri nakupu ima pa zagotovo tudi cena. Arctis One Wireless je preprost, minimalističen in utilitarno zasnovan izdelek, ki predstavlja soliden nakup. Quantum 800 so po drugi strani nekoliko dražje od SteelSeriesove rešitve, a to razliko dodatno upravičujejo s podporo Bluetoothu, aktivnim izenačevanjem zvoka, spektakularno RGB osvetlitvijo in boljšim zvokom, skratka, bolj priporočljivim končnim izdelkom. Končna odločitev pa je seveda vaša.